tamburinom, pesem mi zaigra. Spanec me ne muči, nikamor se mi ne mudi. Hej, Gospod, s tamburinom, pesem mi zaigraj. Sledil ti bom, ko rožljajoče jutro se zbudi. Vem, da kraljestvo mraka že spet v pesku spi. Ušlo mi je iz dlani, me zapustilo sred poti. Zdaj s Bogom spanje. Saj čudi me, da utrujen sem, da žig imam na nogah. Ne družbe ni me strah in stara prazna ulica premrtva je za sanje. Ej, Gospod, s tamburinom, pesem mi zaigraj. Spanec me ne muči, nikamor se mi ne mudi. Ej, Gospod, s tamburinom, pesem mi zaigraj. Sledil ti bom, ko rožljajoče jutro se zbudi. Vzemi me na potratbina, tvoj čarobni brod. Odvrtel bi se oto, ves otopil zavrt. Kot kip sem udih trd, saj pete upam bodo brez zadrege. Na vse pripravljen sem, kar izgubil bi se lahko. Parado kivijo, začaral plesno mrzlico, še sam bi odlegel. Hej, Gospod, s tamburinom, pesem mi zaigraj. Spanec me ne muči, nikamor se mi ne mudi. Sosvet za festivalno priznanje Lirikonov Zlat 2018 je presodil, da priznanje prejme slovenska književna prevajalka Maruša Mugarli Lavrenčič za vrhunske revijalne prevode iz novejše slovenske poezije v nemščino, za prevedene pesmi Petra Semoliča in Maje Vidmar ter za večletni prevajalski prispevek k mednarodnemu Lirikon Festu Velenje, izkazan v festivalnih antologijah Lirikon 21 z objavami vrhunskih prevodov nemške in italijanske poezije 21. stoletja v slovenščino. Zdaj, če bi me to vprašali pred pol leta, bi rekla, da ne more. Potem pa sem nekako sprejela izziv in sem rekla, da bom poskusila. Tako kot tudi pred leti, ko sem se odločila, da bom iz italijanščine prevajala, ker tudi tega tudi nisem nikoli prej počela. Maja Vidmar je zbrala, ja. Vmesni čas je to v slovenščini, v nemščini pa Zwischenzeit. Mit allem, was nicht gibt, nur damit misst man die Freiheit. Das muss voll erlebt werden, diese Zwischenzeit, wenn es kein Bett und keine Baldachine mehr gibt und die Wassermann-Ära auch noch nicht ganz da ist. Da muss man verweilen, die Zwischenzeit einatmen und nicht in das hetzen, was kommt. Solange ich Kinder habe, rede ich nicht über Freiheit. Das ist meine Zeit, diese Zeit zwischen den beiden Kriegen. Und keine Katastrophe, kein Weltuntergang, keine Himmelfahrt interessiert mich. Meine einzige Chance ist die Zeltenzeit im Hof, Zeit des Wassers in den Kannen und des Klopfens von Tür zu Tür. Dokler imam otroke, se ne pogovarjam o svobodi. To je moj čas, ta čas med obema vojnama. In nobena katastrofa, noben konec sveta, nobeno nebovzetje me ne zanima. Moja edina priložnost je čas šotorov na dvorišču,
vode v kanglah in trkanja od vrat do vrat. Petru Kuharju in Lenki Kuhar-Danhelovi podeljujemo častni naslov ambasador slovenske književnosti in jezika na Češkem za številne zasluge z večletnim prevajalskim posredovanjem slovenske literature in jezika na Češkem. Peter Kuhar in Lenka Kuhar-Danhelova sta odlična slovensko-češka književna prevajalca in na Češkem že desetletje prizadevna organizatorja mednarodnega literarnega festivala Evropski pesniki v živo, na katerem med drugim vsako leto predstavita novejšo slovensko pesniško ustvarjalnost. Leta 2013 sta kot dobro upeljan literarni par med drugim prevedla, uredila in izdala pomembno slovensko-češko antologijo novejše slovenske poezije 50 pesnikov in pesnic. S 50 glasovi govorim. Sta neutrudna propagatorja sodelovanja Češke in Slovenije, zaslužna slovensko-češka književna posrednika, zato ima na Lirikon Festu Velenje, kjer sta se ne nazadnje pred desetletjem tudi prvič srečala, spoznala in zaljubila, z največjim spoštovanjem podeljujemo častni naslov ambasadorja slovenske književnosti in jezika na Češkem. Tako bom rekel, od leta 90 je približno tako, kot je s češko literaturo v Sloveniji. Mislim, da še vedno ima slovenska literatura na Češkem veliko prednosti, tudi zaradi gospoda Benkarta, ki je predtem prevedel približno 70 slovenskih avtorjev. To je nepredstavljivo velik opus, tudi za današnje čase, ampak največ knjig se mi zdi, da je išlo okrog leta 2005, približno 30 naslovov sem videl na razstavi knjižnega sejma v Frankfurtu in ves ta opus je pravzaprav plačala tudi Slovenija. Se pravi, če na Češkem izide slovenska knjiga, je zelo verjetno, da je v ozadju veliko slovenskega denarja. Posredovanjem literature v svetu brez meja? Težek odgovor, ker se zdi, da meje več ne obstajajo, drugače pa se sami omejamo, ker mislimo, da se moramo na nek način omejiti, delati sami meje. Ja, preko drugih. No. Zato mislim, da svet ni brez mej, sami si jih postavljamo in sami se moramo proti njim boriti potem. Slišani. Jaz bi obrnil to. Gospodarstveniki imajo dolžnost, da nas poslušajo in možnost in upam, da tudi veselje, da nas podpirajo. Lirikon Fest je pravzaprav tudi en dokaz, da gospodarstvo Velenja podpira kolikor more kulturo. Hvala lepa za nagrado, hvala lepa za to pozornost in Lenki, da me je spet spravila v položaj, da lahko nekaj povem. Hvala lepa. Čestitke torej Pretnarjevima nagrajencema, Petru Kuharju in Lenki Kuhar-Danhelovi. Rad bi se pravzaprav zahvalil vsem tem, ki so pri tem sodelovali. To je približno 40 slovenskih avtorjev, ki so prišli na najino vabilo na Češko in se mi zdi, da je to nagrada tudi za vse te, ki so bili pripravljeni dati svojo poezijo. Seveda so jo dobili v češkem prevodu in kasneje tudi v angleškem prevodu, ampak vendarle priti in se predstaviti v svetu, ki ti je neznan, ki pravzaprav tudi o Sloveniji dosti ne ve, je zelo lepa gesta in res rečem, to je nagrada za vse tiste, ki so to pri tem sodelovali. Jaz bi še rada rekla, da je to nagrada tudi za vseh teh, ki so nama utirali pot pred tem. Ker to, da je obstajal František Benhart, to, da je imel svojih študentov, ki nadaljujejo v njegovem delu, to pomeni, da na Češkem poznajo slovensko literaturo in da založniki znajo, da slovenska literatura pomeni nekakšno kvaliteto. Zato tudi mi dva zdaj imava veliko
olajšano delo. Bolj odprto pot. Ja, če se trudimo promovirati slovensko literaturo. Ampak še zmeraj je najbolj prevajan slovenski avtor Ivan Cankar. V 20 letih je približno 31 knjig. Noben slovenski avtor en sam nima toliko izvodov. To je tudi nekaj pove. Perché sia qualcosa di reale e autentico che ho di fronte a me. Per cui Venezia è un altro luogo, il posto da dove osservo è la poesia, che è il posto migliore dove stare e da dove guardare. Ana pravi, da ni treba, da potuje, ampak poezijo ustvarja v bistvu z opazovanjem. In to ne glede na to, kje je. Pravi, da Benetke bi bile odlični na kakšen observatorij, ampak ona rada opazuje vsakdanje življenje in o tem tudi piše. Rezidence so zelo dobra stvar, ker spoznavaš nove kraje, novo okolje in kaj bi rekel, da vpliva na ustvarjanje, to pa ne vem. Kaj pa vem. Za meni, ko sem bil, je vplivalo na čist nekaj drugega, kot sem jaz mislil, da bom ustvarjal in se je fino išlo. Tako da sem potem napisal nek scenarij o Velenju, ki ga imam zelo rad, velenjsko arhitekturo in tako naprej. Tako da mislim pa, da je zelo dobro, da pisatelji hodijo okrog in da ne tičijo v kraju, v svoji pisarni, v svoji kuhinji, za svojim štedilnikom in hladilnikom. Če razumete, kaj je to, si več v hladilniku kot za pisarnico. Kaj bo rekla butasta ulica, ki se niti ne spomni več imena tvojega bivšega moža, registracije mrliškega avtomobila, ki že zdavnaj gnije na pokopališču avtomobilov, niti tebe v solzah. Kaj bodo rekla zmedena dvoriščna vrata cerkve, skozi katera si šla samo enkrat v poročni obleki in veliko krat v črnini? Kaj bodo rekli ljudje, navajeni, da te leta tolažijo? Se bo pridigar jezil, ko bo videl, da na klopi za vdove že sedi neka nova črna obleka namesto tebe? Samo da kažem, mi smo se dogovarali, pošto sam ja vozio danas od Sarajeva do ovdje 12 sati, tako smo odlučili da pročitamo cijelu knjigu. Molim vas, zatvorite vrata i pustite nas. Kolikokrat naj zagrmi odgovor, prijatelj moj, veter poznam. Odgovor sam veter poznam. Pesem za Sinindžan, potopisni roman pesnika, pisatelja, svetovnega popotnika, zgodovinarja, doktorja znanosti in univerzitetnega profesorja Dragana Potočnika, izdan pri založbi Pivec, je njegov prvi potopisni roman. V njem avtor predstavlja Iran, eno od držav, v katero se vedno znova rad vrača. Potočnik s filigransko natančnostjo prepleta 3 zgodbe in pred bralci poznavalsko razgrinja Iran, njegova mesta, zgodovino, religijo, kulturne običaje in družbo, ne da bi ob tem kadarkoli postal suhoparen. Lahko bi rekli, da gre v tem primeru za trojno potovanje. Potovanje v tradicionalnem smislu, potovanje k samemu sebi in potovanje k ljubezni. Vanj so vloženi poezija avtorja in nekaterih perzijskih pesnikov ter filozofski traktati, ki nadgrajujejo strukturo in prispevajo k občutku avtentičnosti. Slovenski kulturni prostor je s tem enkratnim Potočnikovim romanom pridobil dragocen košček v mozaiku vrhunske potopisne literature. Na kraju zapisano 6, Solovki, Rusija, potopisni esej pesnika, pisatelja, esejista, urednika, prevajalca in svetovnega popotnika Aleša Štegra, izdan pri Beletrini v seriji Štegrovih potopisnih esejev Na kraju zapisano,
ki nastajajo s knjižnimi objavami od leta 2012, odkar avtor enkrat letno v izbranih mestih po svetu izvaja tako imenovane pisateljske performanse. Potovanje torej pravo potovanje je vedno potovanje k samemu sebi, se pravi odkrivanje notranjih svetov. Če ostajamo na površini, ne pridemo v stik s samim sabo, ne pridemo v stik z življenjem in seveda tako potovanje ni tisto, ki nas vodi, bi rekel, k boljšemu sebi, k neki resnici, k nekim odgovorom. In prav zaradi tega se mi zdi potovanje na nek način nujno, torej, da ga doživljamo hkrati zunaj in pa seveda hkrati tudi znotraj. Na grobo recimo bi jaz temu tako rekel, to je zame potovanje, pravo potovanje. Življenje nas včasih preizkuša tudi tako, da se znajdemo v navidezno brezizhodnem položaju. Takrat posameznik spozna, da mu ne preostane drugega kot neizmerno zaupati. Se pa popolnoma predati, moliti. Ob tej predaji občutiti svojo majhnost in nepomembnost. Takrat postaneš ponižen, neskončno ponižen. Poklekneš in se povsem predaš vetru, soncu, vseeno komu ali čemu. Ob tem spet potrdiš tisto končno resnico, do katere prideš v takih trenutkih, da je večina stvari v našem življenju vnaprej določena. Svobodna volja je le navidezna in ko si na tleh, ko si popolnoma ponižen, zmagaš. Takrat se zgodi čudež. In šele ko si ponižen, spoštuješ življenje, takrat vse ljubiš, vse razumeš in vsemu služiš. Šele takrat lahko spoštuješ drugega. To je temelj medčloveških odnosov in sploh odnosov z živo in neživo naravo. V najglobjem zavedanju, da smo vsi eno, se mi nehote vsiljuje razmišljanje o znanstvenem pristopu k reševanju medčloveških odnosov. Ali je tisti, ki nam lahko da rešitev iz teme, v katero je zašla zahodna industrijska civilizacija? Ali nas bo etična odgovornost spet vrnila k samim sebi? Iztok Osojnik je od vsega začetka, še poudarjeno pa v zbirkah zadnjega desetletja, tisti slovenski pesnik, ki je v svoji pesniški praksi prišel najdlje v razumevanju in udejanjanju etične dimenzije pesništva, pri čemer pa nikoli ni pozabil na poezijo kot živo govorico, govorico, ki je zanosna v najbolj osnovnem pomenu te besede, saj ima moč, da nas vedno znova ponese onkraj nas samih, kot nas določata družba in kultura. Vrhunski pesniški opus Iztoka Osojnika, izkazan s 5 samostojnimi pesniškimi zbirkami v zadnjih 10 letih ter 15 v 2 desetletjih poprej, poleg knjižnih izdaj tudi številnimi domačimi in tujimi revijalnimi ter antologijskimi objavami, pomembno zaznamuje slovensko umetniško literaturo 21. stoletja, ki na Lirikonfestovi Akademiji Poetična Slovenija 2018 izkazujemo pesniško čast z vseslovensko literarno nagrado Velenica, čaša nesmrtnosti. Gre za to, da je poezija nekaj, kar se tiče človeka kot družbenega bitja. Se pravi, kakršnakoli družbena skupina je pogojena z govorico, ki jo uporablja za to, da se lahko sploh vzpostavlja kot družbena realnost. In poezija seveda ima opravka s govorico na enem zelo kompleksnem in celovitem nivoju in kot taka je seveda ključna za to, da lahko družba sploh funkcionira. Se pravi, kakršnakoli komunikacija znotraj družbe in kakršnakoli govorica, ki ne bi bila sposobna vzpostavljati to družbeno realnost, je seveda odvisna od tega, da mi to govorico razvijamo na enem zelo visokem nivoju, ki je sposoben
ustvarjati to, če mora pač rečemo neka družbena resničnost. Ne? In v tem smislu seveda poezija ključna. Zdaj, poezija kot vsako visoko, ko rekel, strokovno delovanje, ne? Se pravi, tisto delovanje, ki mu se posvečaš z eno visoko koncentracijo in ki je pač stvar neke veščine, velikega znanja, je, kar se tiče pač neke neposredne odzivnosti, ne, v tej družbeni skupini, vedno nekako odvisno od tega, koliko je pač potenca, ne, te družbe, da sledi tej poeziji. Ne. Vendar poezija vedno deluje z nekim zamikom. Ne. Se pravi, tisto, kar je bilo pred 100 leti nekako novo, čudno, drugačno, nerazumljivo, nedojemljivo in tako naprej, se danes kaže seveda kot en način govora, ki ga danes ne samo razumemo, ampak preko katerega mi dostopamo do svoje lastne resničnosti lahko. Ne. In v tem smislu je poezija ne samo potrebna narodu, pač govoriti o poeziji stališča tega je potrebna ali ni potrebna, je pravzaprav zgrešeno vprašanje, če temu rečem. Ne. Pač poezija je tista najresničnejša govorica, mislim, nekega naroda in v tem smislu se narod preko tega sploh vzpostavlja. Zdaj v zadnjem času na poseben način pišem direktno pač v računalnik in ne popravljam več. Ne. To vse, kar se dogaja, vse zatipkane napake, to, kako je računalnik, čisto kot neko tehnično sredstvo, ki ga uporabljam, pač intervenira, posega v tekst, ga nadgrajuje, ga po svoje pač seveda pol dograjuje in tako naprej. In zdaj bom pač prebral eno tako pesem. Ne. Zabavno je, ko pogleda človek v ogledalo, vsak dan znova gledati genija, živeti z njim minute in sekunde in deliti nočni spanec in nespečnost. Toliko sem trenutno sposoben zapisati. Zamislimo si košček serviete v restavraciji ali odvrženo škatlico cigaret. Genij nedovršenosti stopa z enakomernim korakom po rebri nad Logarsko dolino, niti zdrav, niti bolan. Sapniki in druge dihalne poti piskajo, pljunki letijo geniju iz ustne votline, samoglasniki se prerivajo soglasniki, jaz pa, ta multipraktična uš, pa pišem verze, ki se bodo vtisnili v minljivost z eleganco izginotja brez sledu. Samo veter bo vedel, kje sem hodil in kako visoko sem se povzpel. Samo veter in notranjost ten časa. Ker generacije se bodo menjavale, prihajale in odhajale po naravni ali genetsko-inženirski poti, genij pa bo ve v globini klinastih označevalcev, nesmiseln v minljivosti življenja, izbrušen v najglobljo doseženo globino človeškega posameznika, ki se je potapljal v rudnik solidarnosti in tam ugasnil. Zemljemerec brez zemlje, navdušujoč neobstoječo publiko z nemrljivimi besedami, da so se zbrali okoli LCD ekrana in šteli, preštevali, kalkulirali, verječ, neverjetnemu, verječ, da je on starec, ki je umrl pol mlajši od mene, zdaj mladca z rdečim brezrokavnikom razglasil tabelacijo očetovstva. Mati pa je medtem prala v Aleksandriji nekemu akademiku, prestrašenemu, ker se približujejo barbari, ki so danes po noči raketirali starodavno mesto Damask, kar pa ne spremeni zabavnosti, čeprav je precej zmanjšana. Da dan za dnem v ogledalu gledam genija, ki mi vsakokrat pomežikne, kot da so pajdaša na poti, ki jo meriti vzvratno v točki nič tukaj. Zmalo pišem iz čiste radosti in lenobe. Prebiram knjigo pesmi, nekakšen priročnik o jadranju, vrveh in starodavnih veščinah. Sem zaradi tega kaj boljši? Morda, ne vem. Vsekakor pa bolje diham, lažje poganjam bicikl po klančini jutra.
Spominjam se časov, ko smo smreke omenjali predvsem v zvezi z vitkostjo in lepoto. In v tem kontekstu ne gre pozabiti veličastnih ladij, s katerih se v morje spuščajo debele z mahom poraščene vrvi, na katerih rastejo družine školjk. Okoli njih pa večje in manjše ribe in množice izredno majhnih zadev. Prepričujem se, da je to plankton in nerazpadle smeti. In je vse skupaj videti kot vesolje, ko takole sedim na robu pomola, opletam z nogami in med kolenje opazujem ta mini kozmos, prekrit z odsevom neba. Ples se kot vedno raztegne v karneval in ob večerih, ko glasba utihne, se prižgejo luči. Prižgejo se luči in zapahnejo se vrata. Pride čas tkanja neskončnih pragov, brbranja o nadlepih čarovnicah, razmisleka o tem, da se najprej pustiš zapeljati, potem pa te premami dom. Veliko morja je na vse konce in ptic, nobenih jader na vidiku, samo ostanki vzhodne kuhinje, eksotičnega suvanja z boki, lave besed in kupček posedle panakote. Postanite lahki, bodite svetloba, razmišljam, pa vseeno ne vem. Hvala lepa. Nekako morava to, burke štatu je dejal, vse preveč je zmede, to ni zame žal. Bogataš mi vino žre, kmet mi zemljo tre, če pa vse to kaj velja, tega nihče ne ve. Nikar se ne razburja, mutat zašepeta, mnogo ljudi je takih, z bolj malo upanja. A midva sva na tem, saj veš, da bo na bolje šlo, zato pa le umolkni, saj prav kmalu bo temno. Hey!